Žan, po čem te poznamo v Sloveniji? Verjetno sem najbolj poznan po tem, da sem glasbenik. Definitivno. In katera je tista tvoja največja stvar, ki si jo v zadnjem cajtu naredil? Nov album in pravkar sem na turneji Snežinki in nov album, predstavitev novega albuma sledi 14. februarja, kamor moraš prepeljati ženo, punco. Bom obe. Da mi povej, kaj sploh voziš? Vozim Ford Capri, zdaj zadnjo leto. Torej elektrika. Elektrika 100%. Kako si se navadil na to? Zelo sem se navadil na elektriko in ne pogrešam več bencinskih črpalk in tako naprej, ampak včasih pa bi mi zapasalo malo duše, a veš, malo ko pohodiš gas, pa že tukaj v ozadju slišiva neke rjove, ne, in to pa malo včasih pogrešam. Bomo mi danes poskrbeli za to, ampak prej me še zanima, a si imel kako nenavadno situacijo na cestah? Kaj zanimivega se ti je že zgodilo za volanom? Nekaj zanimivega, kaj se mi pogosto dogaja, je to, da me ljudje prepoznajo na avtocesti, mi mahajo, mi blendajo. Najprej sem mislil, da mi blendajo zato, ker vozim na neki, ne vem, prepočasi, prehitro, ampak pol sem se ustavil, me začnem prehitevati in je. Kako pogosto pa oboževalke z brisalci izbrišeš žol z avta? Odkar imam Caprija, v bistvu ne rabim brisati, ker ima v bistvu tako dobro nastavljen mehanizem, da kar spolzijo dol. Ok, danes je pred tabo poseben izziv z našo Toyoto, na bencin, jasno. Yes. Prva misel ob tem, ko pogledaš na avto, je? Ko pogledam na avto, moja prva misel je Back to the Future. Taki feeling mi daje ta avto in komaj čakam, da ga probam. Ok, pa za volan in akcija. Yes, Gremo. akcija. No pa da vidimo več gasa, ekipca. Neki stožci že pokajo. Žan, zakaj je bila vožnja z našim dirkalnikom boljša od romantičnega večera s kako bebo? Ni bila enkrat ena, večer z bebo romantični je definitivno boljši, ampak tole je pa bilo za dušo, pa še nisem ga razbil, tako da dobro je. Zakaj za dušo? Kaj si doživel? Doživel sem to, da ko sem pohodil gas, da je malo zarjovel ta mrcina, pa tudi malo se je bilo treba potruditi. Z volanom predvsem, ker smo vsi navajeni na te avte, lepo gre vse mehko, pa tudi to je bil kar izzivno, ne srečaš se vsak dan z takim poligonom. Ok, tvoj čas, kaj misliš, kako si se odrezal? Nekaj srednjega verjetno. Ok, koliko stožcev si podaril? Baje nisem nobenega podaril, sem pa premaknil 2. 3. 3 sem premaknil. 3 in to pomeni, da je to 15 sekund prebitka na tvoj čas 1:02:12 in si tukaj! Saj nad Aljo, ok, v redu je. Boga, Alja. Alja je bila prva, Alja je bila ful soverena. No, in? Ja, kaj reč, no. Bravo, Vili, Sixpack, Luka, Filip, Dejan, Ciril. Bom se jaz muzike reč držal na mesto avto. Žan, sem pa čist pozabil povedati, ne? Pozabil sem, da dežuje. Verjetno si pozabil. Olajševalne okoliščine, ne? Evo ga, recimo, da je to kapljica, ne? Aha, kapljica, dobro. Kapljica za dež, ne? Za dež, kar pomeni, da imaš v bistvu imaš najboljši cajt, ne? V dežu. V bistvu je kar sem, ne? Ja, v dežu imaš najboljši cajt, ne? A ni noben drug vozil. Čestitam, ne? To je naše praznično darilo tebi, prvi v dežu, ne? Hvala lepa. Čestitam. Kak fajn. V mokrih okoliščinah se pa znajdem. Ja, bolj je mokro, bolj ti je šlo, ne? Tako je. Na suho. Težko. Na suho je težko, ne? A veš? Dobro, zdaj, a sva mi je še pri avtih? Čakaj, okej.